Že petina brezposelnih je mlajša od 30 let. Nesoglasje na mariborski filozofski fakulteti. Tradicionalna študentska krvodajalska akcija. Dober dan. Konec septembra je bilo na širšem mariborskem območju dobrih 16.000 brezposelnih. V primerjavi z avgustom se je število nekoliko zmanjšalo. A že samo podatki za Maribor, kjer je brezposelnost več kot 18-odstotna, kličejo k odločnejšemu ukrepanju in pomoči. Najbolj narašča brezposelnost med mladimi. Med mlajšimi od 30 let je brez dela že skoraj 22% ljudi. Podobno je s presežnimi delavci in stečajniki. Priložnost zdaj največ iščejo čez mejo. V skupini, ki je prišla na razgovor za sezonsko zaposlitev v zimskem turizmu v Avstriji, je tudi Marjetka. Po 29 letih ostala brez službe, sem se odločila, da bilo kakšno delovno mesto, tudi čistilke, sobarice, kar moja osnovna izobrazba lahko podpira. Lani je v Avstriji dobilo zaposlitev okoli 12.000 ljudi, leto že 3.000. Sicer mladi iščejo zaposlitev, v kateri lahko začnejo čim prej delati. Nažalost, seveda, glede na izobrazbo je največ z humanistično družboslovno izobrazbo, kateri pravzaprav potem iščejo bolj kot ne priložnostna ali pa manj kvalificirana dela. Na zavodu pa so prav zdaj končali program zaposlovanja starejših od 50 let. Z njim so samo v 4 mesecih spodbudili delodajalce, da so zaposlili kar 660 oseb. Od tega moramo povedati, da je to 101 zaposlitev pri delodajalcih iz naše baze, torej iz okolice območne službe Maribor. 13 naših ljudi pa se je zaposlilo na drugih nivojih. Eden temeljnih ukrepov zavoda že vrsto let tudi samozaposlovanje. Subvencija za ta program od 1. julija znaša 5.000 evrov. Z obveznostjo, da ohranijo samozaposlitev 2 leti. In seveda te osebe, ki zaključijo uspešno ta prvi del, torej delavnico, imajo potem obvezo, da se samozaposlijo. V tem letu se je samozaposlilo že 246 oseb. Ob tem ugotavljajo, da kar 85% ljudi v pogodbenih obveznosti samozaposlitev tudi ohrani. Na Mariborski filozofski fakulteti ponovno vre. Rektor Mariborske univerze Danijel Rebolj je prejel nove informacije o domnevnih kršitvah dekana filozofske fakultete Marka Jesenška. Akademski zbor fakultete je že maja letos rektorju predlagal razrešitev dekana. Rektor pa je oblikoval tudi strokovno komisijo, ki je preverila razmere na fakulteti. Akademski zbor filozofske fakultete Jesenšku očita predvsem neizvedeno sanacijo fakultete, nepregledno finančno poslovanje, neustrezno vodenje fakultete in tudi nedopustno vpletanje v habilitacijske postopke akademskega osebja. S polno odgovornostjo povem, da so to laži. Nikoli nisem vplival na habilitacijske poteke, tudi ne morem, to se dogaja na univerzi. Res pa je, da sem sedaj dal med zaposlene ocene o njihovi uspešnosti in prav ta skupina, ki jo sestavlja večina nesposobnih, je seveda dvignila halo. Ta postopek ocenjevanja in ugovarjanja zoper ocene ni končan. Mislim, da lahko v tem trenutku preprosto izjavim samo to, da oba postopka nista med seboj neposredno povezana. Kajti odločitev akademskega zbora o predlogu za razrešitev je torej nekaj mesecev starejša od ocenitve. Jesenšek je prepričan, da dela dobro in pošteno. Meni, da podtikanja mečejo slabo luč predvsem na akademsko skupnost in zmanjšujejo vpis študentov na fakulteto. Dejstvo je, da na filozofski fakulteti že nekaj časa stvari ne delujejo tako, kot bi si želeli. Izjemno težko je pa tu najti tiste prave vzroke in razloge. Niso tako črno-beli, bo pa zagotovo potrebno ukrepati. Kot še dodaja rektor, bo nove navedbe dosledno proučil, zvečer pa se bo sestal tudi z dekanom in ga soočil z informacijami o njegovih domnevnih kršitvah. Sicer pa je danes rektorjev dan, ki za študente pomeni študijskih obveznosti prost dan. Rektor Danijel Rebolj je ob slovesnosti na rektoratu podelil tudi priznanja in nagrade najboljšim študentom Mariborske univerze. Na ploščadi pred rektoratom so potekale predstavitve izjemnih rezultatov in projektov študentov. Svoje delo pa je predstavil tudi študentski svet tukajšnje univerze.
Začenjajo se tradicionalne krvodajalske akcije, ki jih po Sloveniji prirejajo študentske organizacije skupaj z lokalnimi študentskimi klubi in bodo trajale ves teden. Z gestom Čast in pol litra pozivajo vse študente, naj se za to humano dejanje odločijo v čim večjem številu. Milijoni ljudi po svetu dolgujejo svoje življenja posameznikom, ki darujejo svojo kri. Samo v Sloveniji statistično vsakih 5 minut nekdo potrebuje to življenjsko tekočino. Tudi Andreja je danes sedla na stol zato, ker so drugi pomagali njenemu bratu. Ki je prestal hudo nesrečo in je potreboval dosti krvi, zato tudi s tem zavedanjem, da je nekdo takrat pomagal mojemu bratu, jaz pomagam za drugim. Sem tudi študent medicine, tako da se zavedam, kaj je potrebno, da je nekako človeku pomagaš in edina logična odločitev, da še na ta način poskusim nekaj dati nazaj družbi. Velikokrat se mladi odločajo za krvodajalstvo tudi zaradi zgledov svojih bližnjih. Večinoma zaradi tega, ker moj deda krvodalec, ki je dal že več kot 125 krat, tako da po njem se nekaj zgledujem in darujem vsakič, ko je mogoče. In pozitiven je podatek, da je krvodajalcev še vedno dovolj. Prav Mariborčani so v samem slovenskem vrhu po številu krvodajalcev. Teh je v Sloveniji več kot 100 000, k čemur pripomorejo tudi študentske akcije. Študentski krvodajalski teden je predvsem namenjen spodbujanju humanitarnosti med študenti, da se študenti v tem hitrem tempu vsaj za trenutek ustavijo, pomislijo na sočloveka in darujejo kri. Ob tem pa je pomembna tudi ozaveščenost darovalcev, ki je temelj za varno preskrbo s krvjo, še poudarja predstojnica centra. Naj pridejo zdravi, neprehlajeni, tisti, ki so jemali kakršnakoli zdravila zaradi prehlada ali driske, naj počakajo 2-3 tedne. Mi smo tukaj tudi takrat, ko ni ta vseslovenska študentska akcija. Bolnišnica sicer dnevno potrebuje kri kar 50 darovalcev, sicer pa letno na območju Mariborske bolnišnice kri daruje okoli 12 500 ljudi. Stanovalci soseske S31 na Pobrežju bodo čez dober mesec končno dočakali prenovo več kot 35 let stare kotlovnice. Stanovalcem je prevelika in zelo potratna kotlovnica več let grenila življenje, saj so morali plačevati izjemno visoke položnice. Kotlovnico bo prenovil Petrol Energetika in jo prihodnjih 10 let tudi upravljal. Dobrih 1000 stanovalcev soseske S31, ki je v preteklosti večkrat zgrinjalo jezo nad zastarelo, predimenzionirano in izjemno potratno kotlovnico, je končno pomirjenih. Jaz sem vesel in srečen, da nam je to uspelo, da smo tudi tisto, kar so nam ljudje nekje dali zaupanje, takrat moj predhodnik povedal, skoraj 95% jih je bilo za, da gremo v to obnovo. Pred leti je pogoltnila tudi do 1,5 milijona kurilnega olja. Sedaj bo v celoti prenovljena, vključno s črpalkami, toplotnimi postajami in vročevodom. Sistem bo hidravlično uravnotežen in končno manj potraten. Najnižja cena v preteklo je bila 156 € megavata, najvišja 220, zdaj pa imamo fiksirana od 135 do 37 € na megavatno uro. To pa je velika razlika že. Upravljavec Petrol Energetika je zamenjal energent, namesto olja že 1 leto uporabljajo zemeljski plin. Ogrevanje sanitarne vode že deluje. V nedeljo smo že poskusno probali, zdaj v radiatorjih še ogromno zraka, tako da do konca tedna se lahko začne ogrevati na 100%. Vrednost prenove je 1,8 milijona evrov, v celoti jo bo kril Petrol. V zameno bo z njo upravljal 10 let, s kogeneracijo pa pridobival in prodajal električno energijo. Oni ne glede na to ceno, ki bojo plačali, je fiksna, dobenega vzdrževanja več ne bo. To je vse na upravniku kotlovnice, to pomeni, da za naslednjih 10 let ne rabijo več za tega študirati nič. In če je bilo še v preteklosti zaradi visokih stroškov ogrevanja in bojazni zaradi nujnih investicij obnova kotlovnice v soseski skoraj nemogoče prodati stanovanje, se je to s prenovljeno kotlovnico spremenilo, še dodajo pri Stan Investu. Stanovanja so postala bolj privlačna in tudi nekoliko dražja. V Prekmurju je zadnje dni veliko negodovanja, ker namerava Pošta Slovenije ukiniti upravni del poslovne enote v Murski Soboti. Govori se, da gre za še enega od ukrepov k centralizaciji države in siromašenju njenega obrobja.
V varčevalno-racionalizacijski ihti so se poštni velmožje odločili, da je poslovna enota v Murski Soboti odveč. Sogovornika o tej temi nam niso zagotovili, v pisnem odgovoru pa posredno potrdili govorice. Lahko se zgodi, da bo po novem letu v središču mesta samo še pošta za stranke. Njen upravni del oziroma poslovno enoto pa bi ukinili. Zelo bi me presenetilo, ko bi šokirano bi bilo, nenormalno, ko ne bi bilo samo, ne. Ko pošto rabimo, ne. To, što to dela tisti je negli. Što to ušće napraviti? Mala pošta povijesti su se ukinuli, pa što zdaj to ušćeju. Ne, to naj tu ostane. Ne daj Bože. Pomurje izgublja še eno pomembno ustanovo, ugotavlja poslanka, ki je o tem vladi spisala protestno pismo in naletela na množično podporo Pomurcev. Ki so vsi v en glas izrazili podporo mojemu pismu in rekli, da stop, da pa tej centralizaciji, uničevanju Pomurja je od tam nekje, ampak da moramo v bistvu mi tudi vajeti svoje roke in odločiti v svoji usodi sami. Mursko-Soboški napoveduje skupno akcijo vseh 27 pomurskih županov, ki naj bi bili tokrat izjemoma enotni. Verjetno se bomo vsi župani Pomurja združili in podpisali kakšno peticijo. Zaprli so tudi nekatere odročne vaške poslovalnice, čemur uradno na Pošti Slovenije pravijo preoblikovanje v pogodbene in premične pošte. A tudi to slabi Pomurje. S tem, ko so ukinili nekatere poslovalnice na obrobju države, nas siromašijo. Če je to njihov namen, potem naj kar povedo, pa se bomo mi zorganizirali drugače. Štihec ni povedal, ali je na vidiku ustanovitev samostojne prekmursko-prleške pošte, a če je soditi po odločenosti nekaterih regijskih politikov, se bodo Pomurci nameravani ukinitvi resnično postavili po robu. Inšpektorji davčne uprave so v Radljah ob Dravi izvedli akcijo, kjer so prvič v zgodovini Slovenije zapečatili gostinski lokal. Pri davčnem zavezancu namreč obstajajo razlogi za utemeljen sum hujših kršitev davčnih in drugih predpisov. Inšpektorji sicer lahko zaradi zavarovanja dokazov lokal zaprejo za največ 3 dni. Sledijo še druge slovenske novice. Poslanci na izredni seji obravnavajo proračuna za leti 2014 in 2015. Skupaj s proračunskim memorandumom sta ga v državnem zboru predstavila premierka Alenka Bratušek in finančni minister Uroš Čufer. Razprava pa danes še ni predvidena, saj ga bodo najprej pretresli na sejah parlamentarnih delovnih teles. Vlada namerava znižati proračunski primanjkljaj in sicer v prihodnjem letu na 1 milijardo evrov, leto pozneje pa na 860 milijonov evrov. Analitiki Banke Slovenije ocenjujejo, da bo gospodarska dejavnost letos upadla za 2,6%, kar je še za 0,2% slabše od ocene Urada za makroekonomske analize in razvoj. Okrevanje lahko pričakujemo šele leta 2015. Guverner Banke Slovenije ne zanika možnosti, da bo Slovenija potrebovala mednarodno pomoč. Kljub temu pa je prepričan, da se Slovenija iz težav lahko izkoplje sama. V Podčetrtku se je danes začela že 3. prireditev Dnevi slovenskega turizma, na kateri so razpravljali o možnostih in prihodnosti turizma pri nas. Zbrane je nagovorila predsednica vlade Alenka Bratušek, ki je poudarila pomen turistične dejavnosti, saj ta ustvari 12% BDP-ja v Sloveniji. Hkrati poteka 60. gostinsko-turistični zbor, na katerem se v znanju in spretnostih merijo gostinci. Tudi v preteklosti vodenje občin za župane ni bilo preprosto. Tako je bilo tudi pri doktorju Alojziju Juvanu, ki je Maribor vodil kar 2 mandata. Njegovo življenje in temeljne prispevke za mesto med svetovnima vojnama obravnava monografija Mariborski župan dr. Alojzij Juvan in njegov čas. Obsežno delo, ki je plod večletnih raziskav zgodovinarja magistra Maksimiljana Frasa, so sinoči predstavili v galeriji Ars Sacra. Magister Maksimilijan Fras je na ime Alojzij Juvan naletel, ko je nekolikan preučeval slovenski katoliški politični tabor v 30 letih prejšnjega stoletja. Fras se je zatorej lotil poglobljenega raziskovanja, predvsem zato, ker je Juvanovo ime izbrisano iz biografskih leksikonov in enot, tudi zaradi pomanjkanja zgodovinskih virov iz tedanjega časa. Kot ugleden predstavnik katoliškega političnega tabora in kot takšen je bil seveda zaznamovan in po vojni namenjen pozabi. Tretji razlog pa je iskati v samem odnosu povojne oblasti do predvojne dokumentacije, posebej tiste tik pred vojno. V tem revolucionarnem zanosu je marsikaj, kar bi sodilo v arhiv, šlo preprosto v razrez.
Dr. Alojzij Juvan se je rodil v Vačah pri Litiji. Sicer pravnik, je bil v Mariboru župan od 1928 do 1931 in od 1935 do 1941. V času torej, ko so svet pretresali svetovna finančna kriza, zlom borze in izbruh druge svetovne vojne. Nič kaj prijetna leta županovanja, a ambiciozni Juvan je znal poskrbeti za mesto in meščane. Kljub temu je naredil kar nekaj projektov, ki so mestu Maribor v trajni ponos. Eden od takšnih je gotovo letno kopališče na Mariborskem otoku, 2 mladinska domova, odprtje pokrajinskega muzeja v mestnem gradu in še kaj bi našli. Tudi zamisli o gradnji pohorske vzpenjače in mariborskega letališča sodita nekako v čas njegovih županskih mandatov. Fras pa v knjigi naniza še brez številne druge zanimivosti in podrobnosti. V bistvu oseba dr. Alojzija Juvana mi je služila na nek način tudi kot rdeča nit za potovanje skozi čas. Knjiga, ki je šla v samozaložbi, pa po besedah zgodovinarja dr. Staneta Grande ponuja užitek ob branju. V Laškem so izpeljali finalno tekmovanje Evropske lige mladih strelcev. Skozi kvalifikacijske turnirje se je na zaključno tekmovanje sezone uvrstilo po 7 najboljših mladinskih reprezentanc v Evropi, ter slovenska, ki si je mesto na turnirju pridobila zato, ker so ga organizirali pri nas. Rusi, Madžari in Italijani so bili najboljši v streljanju z zračno puško, Ukrajinci, Čehi in Poljaki pa z zračno pištolo. Takšen vrstni red je bil do neke mere pričakovan, saj so se reprezentanti teh držav zelo izkazali na letošnjem evropskem prvenstvu, ki je bilo v Osijeku. Udeleženci zaključnega turnirja so bili razdeljeni v 2 skupini. Zmagovalci iz skupin so se pomirili v velikem, drugovrščeni pa v malem finalu. Ну да, это было довольно интересно, тем более попался достойный соперник, сильный. Я с ним встречался уже не один раз, и было интересно. It was very good to shoot here, very good range, and the hotel was also really good. And I had a very good team here, and it was really good to shoot against the Russians. V najmočnejši evropski konkurenci so bili naši strelci brez večjih možnosti za preboj v finalna obračuna. Strelci s puško so uspeli premagati Poljake in bili blizu zmagi proti Italijanom. Njihovi kolegi, ki so streljali s pištolo, pa so se dobro zoperstavili Čehom. Cilj je druženje, tako se spoznamo tudi z ostalimi, tako da smo dobili še eno točko, pa toliko boljše. Svoja pričakovanja, svoje rezultate sem dosegal. Če primerjam recimo našo ekipo, smo se zelo dobro držali. Zdaj, glede na to, da se kosamo z najboljšimi v Evropi, smo zadovoljni. Glede na to, da smo kar precej točk pobrali in če črto potegnem, smo zadovoljni in nam je to izhodišče za naslednjo sezono, ki bo še, mora biti še boljša oziroma višja. Sistem tekmovanja, glasba in navijanje med streljanjem so tiste posebnosti, ki Evropsko ligo mladih ločijo od ostalih strelskih tekmovanj. Glede na to, da so udeleženci turnirju dali zelo pozitivno oceno, bi lahko takšen sistem uvedli še na kakšnih drugih strelskih preizkušnjah. Zdaj pa poglejmo še, kaj se je danes dogajalo na tujem. Evropski poslanci so tokratno zasedanje začeli z minuto molka v spomin na žrtve tragičnega brodoloma pred italijanskim otokom Lampeduso. Po zadnjih podatkih je v nesreči umrlo 232 ljudi, a oblasti pričakujejo, da bo to število še naraslo. Pod palubo ladje naj bi bilo namreč še več 10 trupel. O tragediji razpravljajo tudi notranji ministri držav članic Evropske unije v Luksemburgu. Med drugim naj bi se zavezali za boj proti hudodelskim združbam, ki služijo na račun priseljencev. Nekateri za nevarno pot odštejejo 1500 evrov. Nasedla luksuzna potniška ladja Costa Concordia, ki so jo pred kratkim dvignili, se je premaknila za pol stopinje, najverjetneje po nedavni morski nevihti. Zaradi premika je toliko nujneje, da ladjo zavarujejo še pred začetkom zime. Kdaj točno naj bi Concordio odpeljali izpred otoka Giglio, še ni znano, najverjetneje pa se bo to zgodilo novembra.
Ulice brazilskih mest Rio de Janeira in São Paula je sinoči zasedlo več tisoč učiteljev, po podatkih policije naj bi bilo 10 tisoč, po podatkih organizatorjev pa 50 tisoč. Znova so zahtevali višje plače in tudi ostre kazni za policiste, ki so po njihovem mnenju s pretirano silo ustavili njihov protestni pohod pred tednom dni. Tudi sinoči so se sprva mirne demonstracije končale s spopadi s policijo. Višje sodišče na Maldivih je zaradi obtožb po volilni prevari razveljavilo izid nedavnih predsedniških volitev. Kakih 24 tisoč volivcev na otočju v Indijskem oceanu bo na volišča ponovno odšlo 20. oktobra. Po razglasitvi odločitve sodišča je skupina zakrinkanih neznancev vdrla v poslopje televizije, naklonjene nekdanjemu predsedniku Mohamedu Nashidu, ki je na volitvah zbral največ glasov. V prostorih televizije so zanetili požar in jih popolnoma uničili. Po Nobelovih nagrajencih za medicino so v Štokholmu razglasili tudi nagrajenca za fiziko. Ugledno, skoraj 1 milijon evrov vredno nagrado bosta prejela Belgijec François Englert in Britanec Peter Higgs zaradi izjemnih dosežkov na področju fizike delcev. Odbor za podelitev nagrad je pojasnil, da sta profesorja zaslužna za dokaz, da obstaja Higgsov bozon, delec manjši od atoma, ki snovi daje maso. Od Higgsovega bozona do skupka atomov v obliki vremena. V sredo bo pretežno oblačno in večinoma suho. Jutranje temperature bodo od 6 do 10, čez dan od 11 do 18 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo na Štajerskem in v Prekmurju večinoma suho, drugod bo deževalo. Več padavin bo na zahodu. Pihal bo jugozahodnik, ob morju jugo. Prijeten jesenski dan je torej pred nami, do takrat pa preživite lep večer in mirno noč. Nasvidenje.